Za nami je teden, ko smo se spraševali, kaj jemo. Se ne moramo vedeti. Kupujemo, ker lahko prečitamo, da gor piše na deklaraciji. Jaz ne kupujem tega zamrznjenega, lazanje. V mojem vsakem izdelku je neki not, kar ni navedeno na deklaraciji, tako da po mojem se je težko izogniti. Jesti je treba. Ponovadi kupujemo meso, pa ga doma sami naredimo. Spraševali pa smo se tudi, kakšno vodo bomo pili, če bomo vodne vire prepustili zasebnemu kapitalu in trgu. Moram priznati, da Slovenija ni imela pridržkov v tej fazi, zato je prav, da se zdaj odpira cela ta razprava o privatizaciji vode in o direktivi o podeljevanju koncesij tudi pri nas doma. Mene je sram, da sem del zdravstvenega sistema, ki je klonil pod pezo kapitala in nam naložil, da svoje delo v letu 2013 namenimo ukinjanju malih vodovodov in povečevanju števila gospodinjstev priklopljenih na velike vodovode, kar bi pomenilo, da se s tem vrednost velikih vodovodov poveča. Zdaj seveda, če bo nekdo prišel privatnik, bo predvsem skrbel za to, da bo dobil profit iz te vode, ne pa toliko, koliko bo vložil. In seveda po določenem času bo odšel, nam bo pa ostal pač sistem tak, kot je, in ga bomo mogli ponovno obnavljati. Mislim, da je to totalni nesmisel, ker pač voda je javna dobrina in bi bila izredno velika napaka ali pa zelo strateška napaka, če bi se vodo privatiziralo. To je zelo delikatna tema, mislim, da jo moramo zelo resno vzeti, to je eno osnovno živilo človeka. In v primeru, ko nam pravzaprav že teh vodnih virov, dobrih vodnih virov zmanjkuje, v primeru Malniščice ne vidim na širšem območju drugega vodnega vira, mislim, da je treba izbrati tisto najboljšo pot, da zavarujemo te vodne vire. Ker vemo, kako pogolten je kapital in kaj vse si lahko privošči, tudi popoln prezir vsega, kar diši po iskanju pravice in resnice. Igorja Bavčarja in Boška Šrota na začetek sojenja v zadevi Istrabenz, obtožena sta zlorabe položaja pri trgovanju z delnicami Istrabenza leta 2007, ni bilo. Kot ste videli, gospod Bavčar ni pristopil na sodišče, ker je to popolnoma nesmiselno. Navzočnost obdolženca na predobravnavnem naroku je potrebna samo tedaj, kadar namerava krivdo priznati. Kaj je že krivda? Kaznivega dejanja ni storil. Na začetek glavne obravnave v sojenju nekdanjim članom uprave Luke Koper ni bilo niti Roberta Časarja. Opravičilo bolezen. Soobtožena zlorabe položaja pri dokapitalizaciji hčerinskih družb v Romuniji Aldo Babič in Marjan Babič sta se zavila v molk. Zgovornejši je bil le četrti, nekdanji delavski direktor. Nobenega sklepa, ki je zadolževal za izplačilo oziroma za kakorkoli kakšno finančno dokapitalizacijo nisem naročil. Sicer pa, kaj bi se sploh ukvarjali z Luko, po tonu in navedbah dopisa iz kabineta ministra Černača bi lahko sklepali, da je naše okno v svet malodane zaprto. Je pri Černačevih razneslo kompas, jim je spodrsnilo ali gre za premišljeno, odmerjeno nagajanje? Zgrožen sem, vam povem, da ne morem verjeti, da bi nekdo, predstavnik države, tako izjavo dal. Jaz mislim, da so se na ministrstvu gledali v ogledalo, so sebi govorili, koliko narobe so vse naredili in potem je nekdo to njihovo kritiko samih sebe pač dal PR službi. Skupaj izpade malo tudi pobelinsko. Taka izjava lahko sicer za dan, dva vpliva tudi na ceno delnice, nikakor pa taka izjava ne more resno vplivati na resnejše pogovore o eventualni prodaji celotne družbe. Bo kaj drugače, če bo na političnem parketu zaplesala finančnica Alenka Bratušek iz vrst Pozitivne Slovenije. Za mesto prve balerine se poteguje s podporo Desusa, Državljanske liste in Socialnih demokratov. O kadrih še to, predsednik koprske SDS Marjan Hrvatin je odstopil. Pritiski članov, da stranke ne more voditi nekdo, ki je pravnomočno obsojen zaradi goljufije, so bili, kot kaže, uspešni. Na vrh Piranskega muzeja pa se je zavihtel Franko Juri, največ očitkov pri njegovi izbiri je padlo na račun politike. To, da sem politik, mi vsaj v zadnjih 6 mesecih novo. Jaz sem na zavodu, nisem politik, imam pa politična prepričanja. Brez skrbi niso nam ukinili dobave zdravil, pa sporočajo iz izolske bolnišnice. Jaz bi rad povedal, da je gospod direktor Kemofarmacije včeraj jasno izjavil, da dobavlja Kemofarmacija zdravila in medicinski material bolnišnici Izola
da več kot direktorja, dobavitelja, ne morem drugega citirati. Konkretno za Kemofarmacijo naj bi dolg znašal 900 000 evrov. Zdaj dogovor je, da do neke kvote dobavitelj dopušča to neplačevanje, ko presežejo kvoto, pa ne želi dobavljati več. Nesporno pa je, da je februar zimski mesec in da je letošnja zima natresla že ogromno snega in vsakič znova tudi ogromno težav. Защо плащаме? За какво плащаме? Искам да питам словенската държава за какво плащам 100 евро да мина през Словения. Te obtožbe so iz našega vidika neupravičene. Pač mi se tle trudimo po naših najboljših močeh. Zdaj nas čaka še do 6:30 zjutraj, do pol 7. Naš delovnik je 12 ur, moraš paziti, da stoji avto, ker včasih niso niti zavarovani. Slavec pazi ga. V 8 letih je ta zima najhujša zame. Obilice snega pa bi bili v drugačnih časih veseli tudi v Bovcu. Mislim, da smo v tem trenutku vsi nekako izgubili ogromno, ker brez žičnice jaz pravim, da Bovc absolutno ne more delovati. Vsaj zimska sezona ne. Od takrat naprej smo mi dobili nekaj 70% odpovedi, predvsem za februar, ker je to logično, da so počitnice in prihajajo družine z otrocmi, ki je logično, da se ne morejo voziti daleč stran. Lahko rečem, da bomo v zimskem bovškem turizmu izgubili nekje od 17 000 do 20 000 nočitev, to pa pomeni nekje med 400 000 in 500 000 evri neposrednega izpada prihodka bovškemu turističnemu gospodarstvu. Večji so lastniki tudi zaradi lastnih težav ali drugih vzrokov zagotavljajo, da nikakršnih finančnih sredstev ne morejo prispevati v te namene. Pričakovanja, da pa tako zagatno situacijo lahko reši samo občina Bovec, pa so neutemeljena. Koristoljubje, to je razlog za grozovit umor tržaškega finančnega posrednika Roberta Menikalija predlani na Cirju. Novogoriško sodišče je za krivega spoznalo Zlatana Blagojeviča in ga obsodilo na 22 let zapora. Drugo obtoženo, Liljano Džajić, pa je zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo. Za moje stranke je pa to žalosten dan, pa ne zaradi sodbe, ampak nasploh umrl je oče, umrl je mož in zelo težko je bilo prisostvovati temu sojenju, zelo težko je bilo prisostvovati tej razglasitvi sodbe in težko bo s tem živeti. Kako je živeti in preživeti cel dan na mrzlih tlakovcih za nekaj drobiža? Berači vsak dan večjih je na naših ulicah slovensko ne razumejo, v mimoidočih pa zbujajo različne občutke. Pač, če imam malo drobiža in dam in če ga nimam, grem mimo in ne delam čestnega stika, ker mi je nerodno. Jaz sem v penziji, pa bi šla delati, ker se počutim sposobna. Tudi oni bi lahko malo delali. Ljudje so reveži, to je sigurno, samo ne vem, ne zaupam. A temu suženstvu nikar se ne sprenevedajmo, da na primer iz daljne Romunije pridejo sami in prosijo zase, je kot kaže težko stopiti na prste. Skozi zbiranje obvestil nismo zbrali dovolj dokazov, da bi lahko seveda podali tudi kazensko ovadbo. Na koncu slovo. V minulem tednu se je zavedno poslovil Toni Biloslav, soustanovitelj in kar 38 let ravnatelj obalnih galerij. Podpisan pod formo Vivo nad Portorožem, s posluhom za vse oblike umetniškega izražanja, eden od pobudnikov Extempora in Piranskih dnevov arhitekture. Zaslužen za postavitev prve slovenske galerije na tujem v Madridu, ki se je kasneje preselila v Benetke, za nedavno prenovo mestne galerije Piran in za eno največjih zbirk sodobnih avtorjev na Slovenskem, ki jo hranijo v njej. S čutom za umetnost, ki briše meje, pa tudi drugačnost, kot so jo z risanjem brisali tolminski šolarji. Namen teh srečanj je prav v tem, da se družijo vsi otroci. In tisti izredne osnovne šole, kakor otroci s posebnimi potrebami. Punčko sem jaz pobarval, sem pobarval z barvami zeleno, modro, pa črno. Dobro je, zelo pa zanimivo je, ker packaš. Prste moraš prvo namočiti v barvo in potem s prsti daš gor na barvo, mislim, gor na platno.
Sam stik otroka z otrokom je vedno spontan in prijazen. Tako da otroci ne delajo razlik med sabo, delamo jih mi odrasli.